V Sloveniji se je pojavila knjiga Human Design. Ne vem, če ste jo prebrali. Jaz sem jo in moram reči, da mi je nudila vpogled v kar zanimive stvari, ki si jih izračunaš na podlagi svojega rojstnega datuma. No, Human Design je zanimiv sistem, ki pa ga kot svetovanje in kot resen vpogled v Sloveniji izvaja Anita Obradović. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Velikokrat sledimo tvojim nasvetom glede pomlajevanja obraza, pa povezovanja sami s sabo in tako naprej. In tudi sama svetuješ tistim, ki poiščejo pri tebi pomoč, kako, kaj naprej, na kakšen način. Human Design pa je tvoje relativno sveže novo orodje, ki ga zraven uporabljaš. Ja, res je. S Human Designom sem se spoznala kakšne 3 leta nazaj in takrat sem tako malo površno pogledala. Da sem pa zares šla v Human Design eksperiment, ker za Human Design vedno rečemo, da je eksperiment. Ni to, da imamo določene informacije, ampak je pomembno, da jih damo v prakso. Da res probamo nekaj, da to ne ostane sem nekje na nekem papirju. Se pravi, v tem Human Design eksperimentu pa sem 2 leti. Aha. In zares lahko rečem, da so kar velike spremembe in seveda sem hotela svojo izkušnjo, preden sem začela z branji. Delam pa zdaj branja malo več kot 1 leto. Ja, nekje 2 leti pa pol sem v tem eksperimentu, nekje leto pa pol delam pa Human Design branja kart. Se pravi, branje kart, ne? Ja. Rečeš, se temu reče. Human Design branje kart. Ok, zanimivo. Ena izmed stvari, ki sem jo jaz osebno vzela kot za najbolj dragoceno, je, da nisem tip človeka za linearno delo. Zaradi tega sem se najbolj obtoževala v življenju, pa mi je Human Design pomagal ugotoviti, pa ne, glej, se ti moraš imeti tako, malo tam, malo tam, malo tam, malo tam, malo tam, malo tam, malo tam. Ker zmeri, ko se trudim delati linearno, nisem tako uspešna, kot takrat, ko sem dejansko razpršena. In čutim zdaj večjo samozavest okrog tega. Katere so pa sicer informacije, ki jih preko Human Designa lahko ugotovimo, slišimo, spoznamo? Prva informacija je ravno to, tip. Se pravi to, kar si ti skozi Human Design videla, da dejansko je to tvoja energija, to je Human Design tip, se pravi tip aure. Tudi temu rečemo in vedno začnemo s tipom aure. To je prva osnovna informacija in potem ima vsak tip aure svojo strategijo. In za tvoj tip je odlično, da delaš, v bistvu je v skladu s tabo, da delaš več stvari naenkrat, da si razpršena, multitasking, se pravi, to je za tebe v redu, marsikoga pa pač to izčrpava. Tako da v bistvu to je ena takšna prva stvar, potem se vedno pogleda način sprejemanja odločitev. Zakaj? Ker Human Design pravi, da odločitve nikoli ne sprejemamo z glavo, da nima naš tole moč, ampak v bistvu, da sprejemamo odločitve z našim telesom, da poslušamo svoje telo. In potem imamo tukaj različne, za nekatere je dobro, da malo prespimo, da malo počakamo z odločitvijo, tako je na primer v tvojem in mojem primeru. Nekateri imajo pa v bistvu v trenutku lahko sprejmejo odločitev. Vejo v tem trenutku in v bistvu sploh ni pomembno, da potem umešavajo svoj ok, zakaj to zdaj, zakaj ne. Ne, pomembno je pač eksperimentirati, temu slediti in dejansko vidimo, da je to v skladu z nami. Potem se vedno pogleda profil, to so tiste številke, zraven lahko piše, ne vem, 5-1, 5-2, 6-2, 1-3. Profil je v bistvu kot ena obleka, ki jo mi nosimo. In spet vse to skupaj so takšne osnovne informacije Human Designa, se pravi profil, tip in pa način sprejemanja odločitev. Kar je še izjemno praktično, so energijski centri. V Human Designu poznamo 9 energijskih centrov in vsak je povezan z določenimi organi, z določenimi stvarmi, z določenimi hormoni, tako kot čakra. Se pravi, vidiš v osnovi, kje imaš kakšen primanjkljaj, pa kje imaš dobro točko. V bistvu vidimo, tako kot jaz rada rečem, centri, ki so obarvani, to so naše močne strani, to so polja, kjer imamo mi 24/7 prisotno energijo, se pravi naši darovi. In pomembno je, da čim bolj živimo energijo teh centrov. Prazni centri, se pravi centri, ki so beli na karti, so pa centri, kjer se pa mi učimo. Polja učenja, bi jaz rekla. Kjer imamo prostor za izboljšavo. Polja učenja in s časoma pa lahko tam zares tako dosežemo eno modrost.
Super, krasno, fantastično. Krasna zadeva in odlično orodje, ki je namenjeno temu, da še bolj spoznamo sami sebe. Kaj pa je drugega bolj pomembnega kot to, da poznamo sebe? Potem lažje funkcioniramo tudi z vsemi ostalimi. Ne glede na to, kaj boste izbrali, human design, astrološko karto, BADZ, te elemente osnovne, ali pa džotiš, indijsko astrologijo, samo spoznavajte se in svet boste videli drugače.